kakšnih za vprašanja, odgovore najdeš, potreben je čas, se pride na svoje, držim se zlate sledine, delam za moje, nikoli zlo ne mislim, plešam bojem, sanje so stanje, znanje biti človek. Mladost je norost, deli svoje znanje, to je vsa modrost. Kaj? I'm Karl Falkenberg, I work for the European Commission. I have been the president of the jury for the Green Capital. For many reasons. One of them is that they are so stubborn that they came back 4 times to apply for it. But we also saw as a jury that they have introduced a lot of very positive changes in Ljubljana. From the way in which energy is produced to waste handling, to restoring the riverbanks, to creating this large pedestrian area and handling transport issues much better. So we thought that the package Ljubljana had achieved in a very short time was very, very good, and they could serve as a perfect example for many other cities in Europe. Ljubljana naj samo pogumno nadaljuje to, kar je začrtala. Na področju prometa se bodo dogajale zelo velike stvari, ki so usmerjene v bolj prijazno okolje, in upamo, da bo Ljubljana držala korak s tem. Jaz sem prepričan, da je to en tak velik dosežek, ki ga bi se verjetno vsak želel. Je pa res, da mislim, da še zmeraj Slovenija je prav cela ena taka zelena oaza in jo moramo temu primerno tudi hraniti oziroma čuvati, in prav je, da je glavno mesto vzor vsem nam. Sem zelo vesel v bistvu, ker je pač to tudi moje mesto. In jaz Ljubljano res smatram, da zeleno ne samo zaradi zastave, vsaj delno, ampak tudi zato, ker se zelo veliko športom ukvarjam in je kar lepo mesto za ukvarjanje športom. Jaz mislim, da bi morali biti še bolj radikalni v omejevanju motoriziranega prometa. Jaz mislim, da bi moral biti bistveno boljši javni prevoz, pač bolj primeren potrebam ljudi, bolj pogost, bolj kakovosten, ampak se pa tega očitno res ne da v kratkem času narediti, ampak jaz mislim, da bi to moral biti eden izmed elementov, ki bi se moral dogajati popraviti. To, kar se je z Ljubljano zdaj zgodilo, to, kar lepega, kar se je zgodilo v smislu narave, naravnosti, sonaravnosti, jaz dam klobuk dol vsem tistim, ki so kakorkoli pripomogli, da je temu danes tako. Dobiti naslov v Ligi šampionov, ker morate vedeti, s kom smo bili v konkurenci Ljubljana za ta laskavi naziv, to je pa še ne samo klobuk dol, to je pa še, če bi bil Brke, evo Brke dol. Projekt je itak že tako ali tako že trajnostno naravnan. To ni danes in tukaj, to ni 2016, ampak se bo to vleklo, koliko sem jaz seznanjen in koliko sem se dal podučiti, še naprej. Plemeniti se da pa najbolj z eno zelo preprosto stvarjo, da bi mi, ljudje, vsak od nas posameznikov, ki a priori mislim, da ne more nič narediti, v glavi premaknil koleščka, pa se zavedali, da ravno mi lahko naredimo ogromno, to bi bilo pa res trajnostno. Ja, ponosen sem, da sem v mestu, ki je dobilo ta krasen naziv. Je pa treba vedeti, da je to ne samo laskavo ime, ampak predvsem moralna spodbuda za naprej, kaj bomo v resnici delali z zeleno prestolnico. In verjamem, da se bodo ljudje po tem letu, po tem nazivu še raje predvsem domači vračali domov, tujci pa desno obiskali. Jaz mislim, da je to eno ta pravo priznanje, zato ker Slovenija nenazadnje je zelena oaza Evrope. Jaz mislim, da je to ena usmeritev, ki jo je fajn držati in tudi naprej, ne glede na to, da je to nek uradni naziv, še naprej razvijati te vsebine, takšne ali drugačne. No, gotovo je zelo lepo, čeprav bi jaz v tem času raj videl, da bi bilo. No ja, pomeni, da bi bila snežina. No, moram povedati res to, da sem imel srečo živeti kar v neki prestolnicah v Evropi, v bivši Jugoslaviji, tako da dejansko to, kar ima Ljubljana, praktično, da imaš gost v centru mesta, to jaz mislim, da ne obstaja nikjer. Tako da pa tudi odkar je župan Zoki, je dosti tega prostoru, da Ljubljana zgleda veliko lepše, kot je v preteklosti. Moje ime je Uroš Skadrič, zastopam, sem generalni tajnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Lahko mi reče, da samo to pomeni, da je to pomembno v času kriz, begunskih kriz, finančnih kriz, da so tudi svetli trenutki v mestu Ljubljana. Ja, veseli me, da
taka laskava imena prihajajo v Slovenijo. Prihajam iz najlepšega slovenskega mesta, ne, in zdaj sem vesel, da je Ljubljana potem tudi, ko raste mariborska vinska najstarejša trta v Ljubljani, dobila ta laskav naslov, pa ne samo, da je dobila ta laskav naslov, ampak da je v zadnjih letih res veliko naredila pri urejanju mesta. Kot obiskovalec se vedno dobro počutim v Ljubljani in ko se pogovarjam z prebivalci Ljubljane, vsi pravijo, kako je vedno lepše v Ljubljani živeti.